Velikonočne nedelje ni brez lova na pirhe na Blejskem gradu. Nad njim so navdušeni tako domačini kot turisti, ki med velikonočnimi prazniki obiščejo grad. Otroci, a smo? Are we ready? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Naj se lov na jajce začne. Kaj se torej danes dogaja na Blejskem gradu? Iščemo pirhe. A to je kakšna posebna igra? Kako se greš to igro? Da prideš na grad, pa probaš najti lesen pirh, pa greš pa po nagrado. Letos so otroci iskali 200 unikatnih oštevilčenih lesenih pirhov, ki so bili skriti po celem gradu. Vsak od njih pa je prinašal nagrado. Oskar nam je najprej pokazal, kje je našel svoj pirh, potem pa razložil, kaj še lahko ta dan počnejo otroci na gradu. Se igramo igrice z grabljem, pa mečemo kovančke v jajčka, pa iščemo jajca. Pač tak, mečemo jajca, pa zadanemo, pa dobiš tako nagrado. Jaz sem uživala v iskanju pirhov, ampak na srečo mi je sestrica našla jajček. Kje ste ga pa našli jajček? Kje si našla jajček? Nika si je za to priložnost omislila tudi posebno pričesko in lase pobarvala kar Z barvo za pirhe. gor in dol po gradu. Otroci so v razburljivi raziskovalni igri pokukali v čisto vsak kotiček. Kaj se igrate otroci na gradu? Iščemo lov na pirhe. Kakšne so pa nagrade? A so dobre nagrade? Ja. Iskala sem jajske. Si dobila potem kakšno nagrado? Ja, dobila sem jajčke, 3 jajske čokoladne mehne. Jaz sem našla lesenega jajčka. A pa ti je bil všeč ta jajček? Ja. Kaj pa bosta vidve s tem jajčki zdaj naredile, ko bosta prišle domov? Kam jo bosta dale? A ti? Jaz bom dala svojo sobo. Jaz si bom pa tudi dala svojo sobo. V Zavodu za kulturo Bled lov na skrite pirhe organizirajo že več kot 10 let. Napeta raziskovalna igra pa za najmlajše obiskovalce ne izgubi svojega čara. Zato, ker rada vsak let iščem te jajčke. Zakaj si pa ti prišla danes na Blejski grad? Iskati jajčka. Sem zelo vesela, ker sem lahko našla eno jajčko. Slišala sem tudi, da nekateri ne uspejo najti jajčke, pa pač morajo domov brez jajčke. Jaz sem pa vesela, da sem jo našla tam pri grmovju, sem jo našla nekje na terasi. Tudi letos je bilo na dogodku veliko obiskovalcev iz tujine, ki so velikonočne praznike preživljali na Bledu. Jody in Cedric z Malte sta bila v Sloveniji tokrat prvič in navdušena tako nad Bledom kot nad zabavno igro. Tokrat je bil pirh skrit res na vidnem mestu. It's really fun. I spent quite a while looking. I thought it would have been a bit easier, to be honest, but it's a bit harder than I thought. We found it online, and because it was Easter Sunday in Malta, we're very much traditional, like Slovenia. So we booked it immediately, and we're looking forward. This morning we took an early breakfast to come quickly over here to find the eggs. Poskrbljeno je bilo tudi za odrasle. Ribanje hrena je tako nova grajska tradicija, ki so jo vzeli za svojo. Udeležencih prebudi nekaj tekmovalnega duha, gledalcem pa ponudi veliko zabave. Najprej čestitke zmagovalki, ki je tokrat zmagala v moški igri ribanja hrena. Kako je bilo? Super. Nisem pričakovala, da bom zmagala. Jaz sem sam vedela, da moram ribati, pa ne smem jokati, tako da sem vdih not, izdih ven, pa ribala. To je to. Parata, ja. Potrpežljivost, vnuk me je pa potunkal v to tekmovanje. Tudi velikonočne igre za otroke, kot so sekanje, valicanje in štrucanje pirhov, niso bile nič manj razburljive. Otroci pa so se v delavnicah zabavali tudi v Viteški dvorani. Tik pred dežjem, ob zaključku dogodka, se je simpatična grajska kokošja Jata, ki je letos držala v rokah vse niti dogodka, zbrala in nas pozdravila vse do naslednjega leta.